To je to. To je šibkost Irana. To je bilo v prvih 2 tednih vojne z Iranom lahko spregledano, zaradi dogajanja druge in navidezne nedejavnosti tam. 4 glavne metrike so doslej usmerjale medijske razprave o konfliktu. 1. Fizični obstoj iranske vlade. Rezultat je mešan. 2. Zmanjševanje zalog ameriškega orožja v obdobju naraščajoče geopolitične konkurence. Ne pozabite, drugi so nedvoumno pomembnejši tekmeci. Glede tega obstajajo resni dvomi. 3. Iranske zaloge balističnih raket in dronov, ter vprašanje, ali lahko ZDA učinkovito uničijo njihova izstrelišča in tovarne. Napredek na ameriški strani, a nevarnost ostaja. Tokovi nafte iz držav Perzijskega zaliva, ter cena, ki jo plačujejo Američani in svet. To je naravnost grozljivo. Obstaja še 5. metrika, primerljiva z ostalimi, a ji namenjamo malo pozornosti. Tokovi nafte prav iz Irana. Le prispevek Irana iz zaliva, ne celoten tok. In to je povezano s prvim posamezno pomembnim napadom po morda prvem dnevu vojne in atentatu na ajatolo. To bi lahko bil prvi primer, ko bi ameriški vojaki stopili na iranska tla. Če to ni nekaj, o čemer bi bilo vredno razpravljati, potem ne vem, kaj je. Danes analiziramo strateško situacijo ključnega iranskega otoka. Najprej bi se morali za trenutek vrniti nazaj. Iran je doslej poskušal, da bi bil volk sit in koza cela. Islamska republika grozi z napadi na tankarje v Hormuški ožini, ki je ključno ozko grlo za 20% svetovne nafte. To je povzročilo skok cen nafte, kar je šokantno, in je sprožilo odpor potrošnikov v Združenih državah in frustriralo mednarodne partnerje. Morda se spomnite, da sem to opisal kot igro medsebojno zagotovljenega uničenja. Iran za izvoz energije potrebuje ožino Hormuz. Le 10% iranske nafte gre mimo nje, po naftovodu in terminalu, ki se zaščita pred težavami v ožini. Vendar 10% ni veliko. Enako vprašanje velja za rešitev iz Združenih arabskih emiratov. Zaprtje ožine je ogromen problem za vse. Vedno je nekdo, ki išče način, kako zaobiti ta problem vzajemnega uničenja, kot pri uporabi jedrskega orožja. Iranska različica je bila, da so se uskladili z indijskimi tankerji in jim omogočili prost prehod. Obstaja tudi gibanje, da bi tankerjem omogočili trgovanje v kitajskih juanih, da bi spodkopali petrodolar. Če se sliši, da to sledi trenutnim geopolitičnim blokom, je to zato, ker res sledi. Do zdaj je ta načrt dosegal le delni uspeh. Ladje z dovoljenjem so še vedno zaskrbljene, da lokalno iransko vojaško osebje morda ne bo upoštevalo dogovora in vseeno streljalo. Ta možnost deluje kot močno odvračilo za tankerje, katerih kapitani želijo ohraniti svojo varnost. Rešitev te težave je za Iran ključna. Izvoz nafte predstavlja 30% državnih prihodkov in 15% gospodarstva. Strani vlade ne morete pričakovati, da boste še naprej plačevali varnostne sile, če prihodki ne prihajajo. Ne, razen če začnete tiskati denar, kar pa je iz drugih razlogov slaba ideja. Na civilni strani bo izguba 15% gospodarstva čez noč imela domino učinek na vse druge sektorje. Kombinacija brezposelnih državljanov in varnostnih sil, ki ne prejemajo plač, je za vlado res zelo slaba. Mediji so o tem premalo poročali, zdaj pa jasno vidite, zakaj. Lahko vam pokažem osupljive slike ameriških sil v regiji, brez referenc na Wii Sports. Ni pa enako vizualno osupljivih slik, ki bi prikazovale morebitno naraščajočo gospodarsko krizo v Iranu. Toda pogosto so dolgočasne stvari tiste, ki v vojnah pokopljajo države, ne pa velike eksplozije. Zdaj je bilo nekoliko vprašljivo, ali bodo Združene države tolerirale, da Iran to poskuša. Pred tednom je Izrael bombardiral iransko naftno infrastrukturo, kar je povzročilo rast cen nafte. V Beli hiši je zaradi tega zavladala panika in lahko si le predstavljam zelo jezen telefonski klic Izraelu z grožnjami o prekinitvi vojaške pomoči ali celo opustitvi podpore sredi vojne.
Izrael je strategijo opustil, vsaj za zdaj, in cene nafte so spet padle. Po teoriji je bila Bela hiša zaradi cen nafte tako zaskrbljena, da bi morda dovolila Iranu manipulacijo s sistemom. Del zalivske nafte bi ostal na trgu in nekoliko znižal cene goriva. Ali pa bi bilo to morda bolje kot alternative za dejansko rešitev problema? Za enakovredno zaustavitev iranskih tankerjev bi jih morali nanje streljati ali se nanje ukrcati. Če se osredotočate na tankerje, si to zapomnite. Na politični ravni lahko nafta v tankerju pripada kitajskemu podjetju. Streljanje na tankerje ali njihovo zajetje bi lahko povzročil večji problem v prestolnicah. Po mojem je bolje, da ostane svetovna vojna, kot da postane tretja svetovna vojna. Kar se tiče vojaškega vidika, lahko Združene države zagotovo zasežejo 1 ali 2 tankerja. To smo videli ob venezuelski obali in pri zasledovanju tankerjev daleč stran. Toda število potencialnih tarč, ki izhajajo iz Hormuške ožine, je veliko večje. Združene države bi morale v regijo poslati več patruljnih plovil za učinkovitejše izvajanje policijskih ukrepov. Čeprav se ameriška vojska zdi zelo močna, jo pestijo enake logistične težave kot druge države. Doseči to raven bi bil velik izziv. Lažje bi bilo torpedirati vsak tanker, ki odhaja, a sumim, da bi to kongres hitro spodbudilo k ukrepanju, namesto da le pristaja na to. Takšna stvar bi lahko sprožila 3. svetovno vojno, čemur bi se raje izognil. Združene države ne morejo Iranu preprosto dovoliti prodaje nafte, kot da se nič ne dogaja. Navsezadnje je povod za to vojno izkoriščanje prikrite želje iranskih državljanov, da protestirajo proti svoji vladi. Prekinitev prihodkov od nafte je ena najboljših strategij za uspeh. Ne glede na to, da si Trump resnično želi odprto ožino. Iran jo bo ponovno odprl, ko bo vlada ocenila, da je zaprtje neuspešno. Ne vem za vas, ampak to, da je volk sit in koza cela, se sliši kot popolno nasprotje izgubljene politike. Če želite prisiliti Iran k ponovnemu odpiranju ožine, morate zaprtje narediti čim bolj boleče. Vse, kar ste do zdaj slišali, je bil uvod v napad Združenih držav, ki ga nihče ni mogel predvideti. Oglejmo si otok Hark in se opravičujem za svojo grozno izgovorjavo. Za povračilni napad je bil otok Hark verjetno najpomembnejši objekt v Iranu. Otok Hark ima izjemen praktičen in gospodarski pomen. Iranovo gospodarstvo in preživetje sta odvisna od izvoza nafte z otoka Hark. Otok Hark omogoča pogajalsko moč. Združene države lahko Irancem pokažejo, da jim lahko blokirajo nafto, če jo Iranci vzamejo svetu. To je vendarle zelo nevaren postopek. Kako bi Sovjeti odgovorili? Počakaj, Sovjeti? Kaj se dogaja? Res je. To je bilo pričakovano. Zadnji odstavek so bili parafrazirani komentarji iz strateškega sestanka iz časa Jimmyja Carterja kot odziv na talaško krizo. Enega od likov v tej igri morda bolje poznate kot Mikovega očeta. Bistvo je, da je bil to očiten odziv, na katerega bi Iran moral biti pozoren. In verjetno je bil, a kljub temu ni mogel veliko storiti, da bi ustavil Združene države. Tukaj je težava za Iran. Država ima na voljo popolnoma neverjetno količino nafte. A skoraj kot nekakšna šala so nam bogovi geopolitike namenili, da Iran nima globokomorskih obal. Ultra veliki tankerji za surovo nafto res upravičujejo ime in so izjemno veliki. Ob obali potrebujejo globino, da ne nasedejo. Otok Hark je rešitev. Vode so dovolj globoke za pristajanje tankerjev. Dokler lahko pripeljete nafto na otok, jo standardni tankerji odpeljejo kot drugje. Iran reši vmesni korak z ogromnimi cevovodi, ki potekajo s celine pod morjem in do otoka. To je popolna rešitev. Razen, da je dobesedno na otoku. Morda to ni najlažje mesto za oskrbo, a onesposobitev te ene lokacije izbriše 90% iranske nafte s trga.
Zaustavitev iranskih tankerjev se jih ZDA sploh ne rabijo dotakniti. Ni jim treba pluti vzdolž obale in uničevati infrastrukture. Določati morajo le dogajanje na otoku Karg. Ni presenetljivo, da je Irak med iransko-iraško vojno napadel otok Karg. Upali so, da bi Iran zaprl Hormuško ožino, saj skozi njo ni potovala nafta in sprožil posredovanje Zahoda. Danes so v ZDA zavzele drugačen pristop do otoka. Vsaka škoda na iranski naftni infrastrukturi bo kratko in dolgoročno škodovala cenam nafte, čemur se Donald Trump obupno želi izogniti. Strateško gledano, uničenje infrastrukture pa tudi paradoksalno poveča pogajalsko moč Irana. Če Iran med vojno ne more izvažati nafte, a po vojni lahko, je izgubljeni prihodek oportunitetni strošek. Nasprotno pa, če Iran ne more izvažati nafte ne glede na stanje vojne, to sploh ni strošek vojne. To je preprosto dejstvo. Zato ne vpliva na iranski proces odločanja pri pogajanjih. To je razlog, zakaj so nekatere evropske države previdne pri zasegu trenutno zamrznjenih ruskih sredstev v zavezniških bankah. Evropa ima več pogajalske moči nad Rusijo, dokler so ta sredstva talec. Združene države so očitno močno poškodovale vzletno pristajalno stezo otoka in bunkerje v pobočju. To so vojaška sredstva, ki bi Iranu olajšala obrambo otoka. Združene države tu niso napadle rezervoarskih zmogljivosti južneje ali obalnih nakladalnih površin, ki jih bolje vidite na tej fotografiji iz časa šaha. To je zelo podobno situaciji v Venezueli, kjer zdaj Trump želi imeti vse, saj poskuša biti vojaško moteč, ne pa tudi moteč za svetovno trgovino. Ta izjava je zelo ironična. Z drugimi besedami, Združene države so oslabile otok Karg za morebitno invazijo, hkrati pa poskušajo ohraniti naftno infrastrukturo nedotaknjeno. To sovpada z novico, da se USS Tripoli z ekspedicijsko enoto marincev iz Filipinskega morja odpravlja v Perzijski zaliv. Rad bi bil previden glede skušnjave, da bi med njima potegnil neposredno povezavo, saj se človek vpraša, zakaj bi vključevali desantno jurišno ladjo, če bi lahko preprosto prileteli z zahoda. Vidite lahko, kako bi ZDA lahko pripravljala invazijo tukaj. Na kopno izkrcate sile, izpraznite otok potrebnega za natovarjanje tankerjev in odidete. Pazite, da ne poškodujete ničesar, kar bi zahtevalo veliko časa za zamenjavo in povzročilo omenjene težave. Verjetno ne želite ostati tam zavedno, saj otok naseljuje 8000 ljudi. Združene države pa imajo dovolj protigverilskih kampanj za več generacij. Pustimo ob strani dejstvo, da ameriška mornarica ni prevzela nadzora nad Perzijskim zalivom, zato bi lahko pričakovali nekatere težave, ki bi prišle po morju. Vendar pa bi, prav zato, ker gre za otok, morda lahko izvedli operacijo brez skrbi glede okrepitev, dokler ste hitro notri in ven. Ni to, da bi ga ohranili zaprt skozi celotno obdobje težav v ožini, lahko vedno grozite, da se boste vrnili, saj veste, da bo Iran imel težave z oskrbo zaradi že tako slabe vojaške infrastrukture. Danes moram tukaj zaključiti z nekaj strateškimi opozorili. Logika bojišča temelji na drevesu možnih potez, ki je pogosto očitno. To je eden takih primerov. Tako Teheran kot Washington razumeta vrednost otoka in strateško priložnost, ki si jo je ZDA odprla. Iran bi moral namesto škodljive poti ponotranjiti problem tihotapljanja nafte skozi ožino in začasno ustaviti polnjenje na otoku Karg. To pa ZDA pusti brez razloga, da bi nadaljevale z naslednjim korakom. Zato je naslov tega videa iranska šibka točka, ki jo bodo ZDA najverjetneje napadle, in ne ZDA bodo verjetno napadle to šibko točko. Te izjave niso enake. Vsi so lahko predvidevali, da imajo Združene države možnost oslabiti otok, a jih to ni spodbudilo k pogajanjem za izogib temu. In vendar, tudi zaprtje Hormuške ožine je škodljivo za obe strani, pa smo vseeno tukaj. Pogajanja so se že prekinila
in ni jasno, kako daleč bo to še šlo. Ampak verjetno bom jutri spet tukaj, da vam o tem povem. Vsaj nekaj jasnosti o tej vojni najdete v mojem seznamu predvajanja o konfliktu na Bližnjem vzhodu. Če vam je bil video všeč, ga všečkajte, delite in se naročite. Se vidimo naslednjič. Pazite nase.